Dober večer, dragi gledalci in dragi gledalke. Lepo pozdravljeni v oddaji Ministrski stol. Z nami v studiu je 13. ministrica za obrambo Republike Slovenije, ki je svoj mandat prevzela maja lansko leto. Andreja Katič, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kot sem rekla, nekako v lanskem letu, meseca maja, ste nastopili s to funkcijo, zdaj je že več kot eno leto. Kako bi vi ocenili svoje delo in pa trenutno stanje na Ministrstvu za obrambo? Ja, zagotovo bi lahko komentirala, da je bilo upravljeno v tem času kar veliko delo že, da je bilo polno izzivov, da smo se z nekaterimi uspešno soočili. Ta vlada je bila prva vlada, ki je zaustavila trend padanja sredstev namenjene Slovenski vojski. V pripravi je sprememba proračuna za prihodnje 2 leti in moram povedati, da smo uspešno zagotovili nekaj več sredstev za Slovensko vojsko, se pravi, da smo ustavili ta trend padanja in zagotovili več sredstev. Zagotovo je težko nadoknaditi ves primanjkljaj iz vseh preteklih obdobij v relativno kratkem času, vendar do sedaj se je Ministrstvo za obrambo vedno srečevalo z tem, da se sredstva samo jemala, sedaj pa je prvič, da dobimo določena sredstva tudi zraven. Poleg vsega tega smo se soočili tudi z prenovo zakonodaje. Zakon o obrambi, ki se v parlamentu sprejema z 2/3 večino, je bil nazadnje spremenjen, če odštejemo zadnjo spremembo zaradi migrantske krize v letu 2004, tako da je bil kar potreben prenove. Imeli smo v načrtu spremembe in dopolnitve zakona o službi Slovenski vojski, vendar potem pri sami pripravi smo ugotovili, da je teh sprememb tako veliko, da bi presegalo spremembo 1/3 zakona in smo pripravili nov zakon o službi Slovenski vojski, ki bo v prihodnjih tednih šel prav tako v javno razpravo. Veliko je tudi drugih postopkov. Na področju kriznega upravljanja smo kot vladni projekt predlagali spremembo oziroma dopolnitev sedanjega sistema kriznega upravljanja in vodenja in sočasno s tem pripravljamo tudi zakon o kritični infrastrukturi in seveda ne smem pozabiti tudi področje zaščite in reševanja glede dela Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V vladni proceduri je že resolucija o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za prihodnje obdobje in tudi načrtovali smo le spremembe zakona o gasilstvu, ampak tudi tukaj smo se nekako zedinili, da je teh sprememb toliko, da bomo verjetno predlagali tudi nov zakon na področju gasilstva. Pa so to v bistvu bolj kot ne samo normativni predpisi in vladni projekti. Lotili smo se strateškega pregleda obrambe, pa tudi seveda notranje reorganizacije, potrebno je poenostaviti postopke, povezati bolj upravni del Slovensko vojsko, tudi zaščito in reševanje, tako da veliko dela je bilo, mogoče se vsega še ni videti na zunaj, ampak v prihodnjih mesecih zagotovo bomo lahko tudi marsikaj predstavili. Kot bi lahko rekli, kar nekaj dela, kar nekaj izzivov, s katerimi ste se spopadli. Zdaj, kot sem že prej povedala, več kot eno leto, nekaj mesecev, ste dodobra spoznali stanje na obrambnem resorju. Prej ste že sicer nekaj omenili, pa vendarle, kakšna je bila zapuščina vaših predhodnikov? Veliko izzivov je odprtih. Je bilo odprtih predvsem zaradi tega, ker se je temu resorju največ jemalo sredstev v preteklih letih. O tem smo veliko razpravljali tudi v parlamentu. Ne bi krivila nobene vlade posebej, vedno se je jemalo obrambnemu resorju, tako je pač takrat bilo. In ta manko, ki je nastal s tem, je v bistvu težko nadoknaditi. Zaradi tega sedaj tudi v povezavi s tem, da se pogovarjamo z zavezništvom o ciljih zmogljivosti za prihodnje obdobje, samo če pogledamo Slovensko vojsko, potekajo velika usklajevanja, potrebno bo pripraviti tudi veliko dokumentov, kjer se bo ugotovilo, kakšni so manjki za preteklo obdobje, kaj moramo narediti v prihodnje in kako bomo to pot dosegli. Glede na to, da še vseeno ni dovolj sredstev v proračunu v prihodnjih 2 letih, zaradi tega, ker je manko res velik in mislim, da je skoraj nemogoče v tako kratkem času zagotoviti vsa potrebna sredstva, da bi se odpravil ta manko iz preteklih let.
bo potrebno znotraj tega, kar bomo dogovorili v okviru NATO, v cilji zmogljivosti, v okviru tega, kar moramo zagotoviti tudi za lastno obrambo in varnost, določiti prioritete. In verjamem, da bo eno izmed najtežjih del v tem jesenskem obdobju določitev prioritet, kam nameniti sredstva za prihodnje obdobje. Kot ste prej že omenili, povečanje sredstev v obrambnem proračunu, dodatnih 22 milijonov, pa da mogoče malce povemo, kam jih boste namenili. Ja, od teh 22 milijonov bo 18 milijonov šlo za Slovensko vojsko. Največ bomo seveda namenili za vzdrževanje obstoječih sistemov, za osebno zaščitno opremo vojakov, nekaj tudi v investicije in v modernizacijo, pa tudi v infrastrukturo, govorimo o energetski sanaciji in podobno. Drug del sredstev bo pa namenjen upravnemu delu in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pri čemer bi poudarila, da v upravnem delu gre večina sredstev za delo obveščevalno-varnostne službe in seveda tudi za kibernetsko varnost in nekaj tudi za področje zaščite in reševanja. Velik del sredstev bomo pa namenili za določene programe tudi z lastnih namenskih virov, ki jih v bistvu dobimo na takšen način, da odprodajamo neperspektivno tako premično kot tudi nepremično premoženje. Torej, rekli smo 22 milijonov, sliši se kar veliko, pa bi lahko rekli, da je to veliko sredstev, oziroma koliko mislite, da bi bilo potrebno, da bi jih nekako res potrebovali, da bi naredili veliko reorganizacijo oziroma tudi modernizacijo Slovenske vojske? V zadnjih letih, če pogledamo od leta 2008 naprej, se je Ministrstvo za obrambo sredstva jemalo. Mi smo prispevali največ konsolidacij javnih financ in govorimo o več 100 milijonih evrov, ki jih je skoraj nemogoče zagotoviti v tako kratkem času. Zagotovo je na eni strani to, kar je potrebno zagotoviti sredstva za vzdrževanje obstoječe mehanizacije, za samo zaščitno opremo vojakov, za usposabljanje, za vzdrževanje, za izobraževanje, po drugi strani pa za modernizacijo. In se pravi, ko bodo dogovorjeni, dokončno usklajeni cilji zmogljivosti za prihodnje obdobje, bomo zastavili prioritete in v sklopu tega tudi potem videli, kako sredstva porabiti. Zdaj bomo imeli pred sabo proračun za leto 2017, za 2018, pa verjamem, da bo vlada tudi v prihodnjem letu potem zopet sprejemala spremembe za leto 2018 in v sklopu tega bodo še potekali pogovori, kako dobiti dovolj sredstev. Zagotovo pa moramo začrtati jasno pot, pripraviti vse ustrezne dokumente, ker vsi postopki za opremljanje, za modernizacijo Slovenske vojske ali katerekoli vojske so dolgotrajni. Da se pripravijo vsi investicijski dokumenti, da se opravi javni razpis, da se sklene pogodbe in do dobave poteče več kot leto dni. Zato je predvsem pomembno, da začnemo postopke pravčas in da sredstva res namenimo tja, kjer je najbolj pomembno, najbolj potrebno in da se uresničijo cilji, ki smo se jih zadali, premišljeno, strokovno načrtovano in predvsem govorimo o učinkoviti porabi javnega denarja. Če greva zdaj k Slovenski vojski, vemo, da se je tudi nekaj govorilo o kadrovskih težavah, pa mogoče, da najprej pogledava, kakšna je struktura trenutno. Mi smo v tistem času, ko sem prišla na ministrstvo, veliko govorili o tem, kako rešiti problem popolnjevanja Slovenske vojske. Takoj se je imenovala posebno delovno skupino, sestavljeno tako iz predstavnikov Slovenske vojske, kot tudi upravnega dela Ministrstva za obrambo, Direktorata za obrambne zadeve in bili so rezultati. Mi smo v določenem obdobju zaposlili več vojakov, več pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske kot v preteklem obdobju. Vendar, žal, še vedno imamo več odhodov iz Slovenske vojske kot prihodov vanje in zadnji dogodki nam niti temu ne gredo nasproti. Kljub temu smo mi izvedli vrsto ukrepov znotraj ministrstva, poenostavili postopke, skrajšali, spremenili sistem, da recimo določena specialna znanja, recimo medicinci, veterinari, ni potrebno, da najprej začnejo v pehoti in pa da grejo takoj na svoje delovno mesto. Zdravstvene omejitve. Se opravičujem, ampak je to včasih
bi lahko rekli, nekatero odvrnilo, da vstopijo mogoče v Slovensko vojsko? Zagotovo nekdo, ki se je šolal za zdravnika, upravil neke pomembne specializacije, vse skupaj. Imeli smo srečo, da smo ga dobili kot kandidata za Slovensko vojsko. Glede na trg te delovne sile je potem bila ovira, ko je spoznal, da mora nekako po tem postopku tudi iti, dokler ne pride do ciljnega delovnega mesta. Nekaj potem tudi oddaljenost od doma, zahtevnost del, pa če nadaljujem, znižali smo tudi stopnjo, tako da zaposlujemo vključno z 27 leti, tudi omogočamo lažje zaposliti tistim, ki si že bili zaposleni v Slovenski vojski. Ukrepov je veliko, ki smo jih naredili. Hočem pa povedati to, da žal imamo še vedno več odhodov, pa če mogoče omenim malce številk. V avgustu letošnjega leta je bilo v stalni sestavi Slovenske vojske 6942 pripadnikov in pripadnic, kadrovski načrt pa predvideva 7254. Tako da mi vabimo vse, pa naj na tem mestu tudi nagovorim, ki bi želeli dobiti službo v Slovenski vojski. Tu je dinamična služba, tu je dober kolektiv in verjamem, da lahko vsakdo tukaj uresniči tudi nek svoj življenjski cilj. Poleg stalne sestave moramo omeniti še pogodbeno rezervo. Mi imamo trenutno 802 pripadnika in pripadnice, ki upravljajo pogodbeno vojaško službo. Kar 131 novih pogodb smo dobili v letu 2016, v postopkih je še 175 kandidatov in upam, da bomo tudi tukaj, glede na preteklo leto, dosegli nek rezultat. Ko pa sem govorila o težavah, nam ne gre na kožo, oziroma ni dobro za nas to, kar se dogaja sedaj. Mi smo samo eden izmed delodajalcev, ki moramo konkurirati na trgu delovne sile, in kolikor položaj vojaka ne bo primerljiv z do sedaj primerljivimi poklici, govorimo o poklicu policista in podobno, potem bo se še manj ljudi odločalo za to, da služi v Slovenski vojski. In tudi sklopu tega verjamem, da bo vlada prisluhnila tudi našim predlogom, tako kot je policistom, da se bo izboljšal položaj pripadnika oziroma pripadnice Slovenske vojske in da bomo dobili ustrezne kadre, ki jih bomo lahko zaposlili v Slovenski vojski. To je verjetno tudi tisto, kar se boste lotili v nadaljevanju. Nekako ste že povabili vse tiste, ki bi jih mogoče zanimalo to, da pridejo, kot pravijo, v službo domovine. Pa vendarle mogoče, da poveva, da je tudi sedaj na voljo to, da se pridružijo, kako, mogoče kam se obrnejo, na kakšen način, če ste že dali tako lepo vabilo, pa da mogoče še podava nekaj informacij. Vsi podatki so objavljeni na spletni strani ministrstva ali spletni strani Slovenske vojske, vhod je skozi ministrsko stran, tako da lahko vsak najde tam, kar ga zanima, tako se stopi z njim v kontakt. Potem je seveda potrebno narediti vso varnostno preverjanje, zdravniški postopke smo res skrajšali, tako da je minimalen tisti čas od takrat, ko nas posameznik kontaktira, do takrat, če seveda izpolnjuje pogoje, se lahko zaposli in začne delati v Slovenski vojski. Prednost pri tem imajo seveda vsi tisti, ki so se udeležili tudi prostovoljnega služenja vojaškega roka. Tudi tukaj smo naredili določene spremembe. Do sedaj je bilo možno opravljati prostovoljno služenje vojaškega roka samo v Vipavi. Sedaj smo to naredili tudi v Novem mestu, kar nekaj vlog je. Žal Slovenska vojska ni mogla organizirati dela tako, da bi lahko vzeli vse, ki so si želeli, vendar verjamem, da bo v bližnji prihodnosti tudi to odpravljeno in da bomo lahko tudi še na ostalih delih v Sloveniji omogočili vsem tistim, ki si želijo upravljati in služiti prostovoljno vojaški rok, da to tudi storijo. Imamo tudi letne kampe, tako da res preko vse dejavnosti, ki izvaja Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska, se trudimo, da smo čim bližje ljudem, da ljudje spoznavajo, kakšno je delo v Slovenski vojski in da potem se tudi odločijo za to.
Tako smo prisotni na raznih javnih prireditvah, podpiramo športno dejavnost, seveda smo vključeni v sistem zaščite in reševanja, ko pridejo razne nesreče, na vseh sejmih, kjerkoli je možno, promoviramo dejavnost Slovenske vojske. Tukaj naj povem tudi pripadniki Slovenske vojske, zaposleni športni enoti so bili uspešni olimpijci, tudi na to smo ponosni. Tako da res trudimo se z razpoložljivimi sredstvi, materialnimi, kadrovskimi, da naredimo največ, da se promoviramo preko Facebooka, preko Twitterja, da smo čim bližje in čim bolj dostopni mladim, vsem, ki si želijo. Tako da, če se pogleda vse to, zagotovo se bo našlo kaj zanimivega. Torej, vse je dostopno na spletu, pa mogoče, če smo že prej nekaj povedali tudi o modernizaciji Slovenske vojske, tukaj govorimo, bi lahko rekli, nekako o zagonu. Kako boste naredili ta zagon, pa mogoče tudi malce nadaljna strategija, kje vi vidite potem tukaj nek dolgoročni napredek? Sama sem se odločila in pristopili smo k pripravi strateškega pregleda obrambe. Naredila se je analiza, kje so manjki iz preteklosti, kaj je potrebno spremeniti, ni vse samo v denarju. Ugotovili smo, da kar nekaj odločitev, ki so jih sprejele tako parlament, vlade, minister, tudi čisto na delovni ravni, niso bile izvedene ali niso bile izvedene v celoti, kar je vse potem pustilo tudi neke posledice. Ali v opremi, ali v načinu dela, pri usposabljanju, izobraževanju, ali pri sami klimi, ki trenutno vlada v vojski. Tako da najprej analiza, potem so sodelavci pristopili k usklajevanju, pripravi ukrepov. Sama pričakujem, da jih bom imela do konca tega meseca tudi na mizi. Potem moramo vse te ukrepe, ki jih predlagamo, uskladiti tudi z drugimi resorji in v sklopu tega pričakujem večjo debato tudi v slovenski, ne le politični, ampak tudi strokovni javnosti. Sama sem si želela, da bi pristopili k strateškemu pregledu varnostnega sistema v celoti. Se pravi, tako Slovenske vojske, zaščite in reševanja, kot tudi policije, ker imamo eno državo, omejene kadrovske, finančne vire, sistemi morajo biti povezani med sabo, takrat smo o tem govorili, žal se nismo za to odločili, takrat je prišlo tudi do begunske in migrantske krize, tako da nekako mi je jasno, ampak tudi v sklopu tega, ko bomo sedaj usklajevali ukrepe, še ni prepozno in lahko naredimo debato tudi v tej smeri, strokovno poglobljeno razpravo. Vlada naj bi potem sprejela ukrepe, upam, da bo do tega prišlo. V preteklosti se je že delal strateški pregled obrambe v letu 2009, vendar potem niso ukrepi ugledali nekako luč sveta tudi na vladi. Upam, da bomo sedaj uspeli, šli bomo v tej smeri. In v sklopu tega potem je seveda nekaj, kar so samo ukrepi, ki jih lahko naredimo sami, kar se tiče morebitne reorganizacije, kar se tiče tega, kar bomo lahko naredili z obstoječimi finančnimi viri, kar se tiče pa same modernizacije in doseganja dodeljenih ciljev zmogljivosti, ki jih bomo dorekli letos oziroma v začetku prihodnjega leta, pa bo potrebna zagotovo večja razprava. V preteklosti smo že govorili o tem, tako kot je že bilo, da bi imeli poseben zakon, ki bo zagotavljal dodatna sredstva Slovenski vojski in vkolikor bomo želeli doseči te zahtevne cilje, ki jih bomo dogovorili skupaj z zavezniki v relativno kratkem obdobju, bo potrebna kar poglobljena razprava. Nekaj je to, kar vemo, kar imamo v proračunu, določitev prioritet, kar sem prej že povedala, vzdrževanje, usposabljanje, izobraževanje, modernizacija. Drugo pa je, kar se tiče potem izgradnja ciljnih zmogljivosti, kar presega obstoječ proračun in tukaj bo potrebno seveda soglasje vlade. Kaj pa, kakšne investicije v Slovenski vojski, v infrastrukturo tudi se obetajo, so potrebne? Zagotovo. Tudi tukaj, ko smo se odločili v Sloveniji za to, da imamo profesionalno vojsko, tudi investicije v infrastrukturo niso bile dokončane tako, kot je bilo načrtovano. Objekti so stari, so dotrajani in so potrebne modernizacije. Mi sedaj poskusno že izvajamo
vlaganje v posamezne objekte, govorim predvsem o energetski sanaciji objektov, pripravljeni bomo imeli projekte, tako da bomo lahko konkurirali in upam, da bo Ministrstvo za obrambo oziroma Slovenska vojska tudi eden izmed tistih, ki bo lahko konkurirala na sredstva Evropske unije za energetsko sanacijo objektov. To je, če govorimo samo o objektih kot takšnih, zagotoviti pa potrebno tudi ostalo infrastrukturo, govorim o srednjem vadbišču Slovenske vojske na Počku, Cerklje in tudi vse ostalo, tako da je načrtovano. So pa te dejavnosti sedaj, tako kot so načrtovane v okviru teh virov, ki vemo, da jih bomo dobili, predvidene predvsem, da se bodo financirale iz lastnih sredstev, se pravi sredstev, ki jih bomo dobili za odprodajo premoženja, tudi za odprodajo stanovanj, govorimo o službenih stanovanjih, ki jih ima Ministrstvo za obrambo, da se potem sredstva tudi vlagajo nazaj za ta enak namen, vendar tako, da dobimo več in tam, kjer potrebujemo. Prej ste omenili že analizo in nabor ukrepov strateškega pregleda obrambe, pa nam lahko mogoče predstavite, kaj ste recimo iz te analize tudi že mogoče dobili oziroma se naučili, spoznali, mogoče te nekaj rezultatov? Zdaj, konkretno še ne bi govorila o tem, zaradi tega, ker dokument niti še ni usklajen in dogovorjen znotraj Ministrstva za obrambo, razen tega, kar sem v bistvu nekako že omenila. Končana je analiza, ki je pokazala, kakšen manko je bil narejen zaradi primanjkljaja finančnih sredstev, ki bi moral biti namenjena za obrambne izdatke, kje so vse tiste anomalije, ki so bile povzročene na takšen način, da se določeni postopki niso dokončali, kar se tiče same organiziranosti Slovenske vojske, tudi v povezavi do upravnega dela ministrstva in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zagotovo je potrebno iskati tudi tako finančne kot predvsem kadrovske vire v poenostavitvi postopkov, večjemu sodelovanju med Slovensko vojsko in upravnim delom Ministrstva za obrambo. Veliko je bilo že narejeno v preteklosti z sodelovanjem med civilno zaščito in Slovensko vojsko, tako da tukaj mislim, da so bile skoraj vse izboljšave že narejene, da žal se urijo v primeru posameznih nesreč, za katere želim, da jih je čim manj, ampak tukaj je sodelovanje dobro. Ukrepi, ki pa bodo, jih bo pa potrebno dogovoriti seveda znotraj Ministrstva za obrambo, predvsem pa tudi v povezavi z drugimi resorji. In tukaj nimam v mislih samo finančnega resorja, ampak tudi vse ostale, vse posod, kjer se Ministrstvo za obrambo kot tisti, ki deluje v primeru vojne, v primeru poslabšanih razmer, v primeru kriznih situacij srečuje z ostalimi resorji. Tako da verjamem, da bo kar veliko dela še potrebnega za to, da bomo uskladili tiste ukrepe, ki naj bi jih potem tudi potrdila vlada. Zakon o obrambi naj bi dočakali še letos. V kakšni fazi zdaj je nekako? Zakon o obrambi je pravzaprav doživel že javno razpravo, v prvem krogu nekako tudi medresorsko usklajen. Vendar zakon o obrambi potrebuje dvotretjinsko podporo v parlamentu, upam, in glede na vse, kar je bilo povedano tudi že v vseh razpravah, tako na odboru za obrambo, kot tudi na sejah parlamenta, da se vsi zavedamo, da so potrebne spremembe. Vendar sočasno z zakonom o obrambi je potrebno tudi spremeniti zakon o službi Slovenske vojske, zaradi tega, ker tudi sledimo določenim napotilom Ustavnega sodišča, da tisto, kar ne spada v zakon o obrambi, prenašamo v zakon o službi Slovenske vojske. Naš načrt je bil, da pripravimo samo spremembe in dopolnitve zakona o službi Slovenske vojske, vendar smo omejeni s tem, da lahko spreminjamo samo 1/3 zakona, sprememb, ki so potrebne, je več, tako da bomo imeli oboje, se pravi nov zakon o obrambi in nov zakon o službi Slovenske vojske. Zakon o službi Slovenske vojske bo predvidoma v drugi polovici tega meseca šel v javno razpravo, tako da pričakujemo v sklopu vsega tega tudi že vnaprejšnjega pogajanja z ostalimi resorji, predvsem tudi tukaj se bo odprla vprašanje primerljivosti poklicev.
Mi zagovarjamo, da je potrebno tako, kot se je reševalo policiste, enako reševati tudi pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, da so to primerljivi poklici, da je potrebno primerljivo tudi jim nameniti rešitve, da v sklopu vsega tega pričakujemo, da bosta oba dva zakona šla v proceduro proti koncu leta. In kakšne bodo te spremembe, če mogoče omeniva samo nekatere, mogoče tiste najbolj pomembne? Kot sem rekla, zakon o obrambi je bil, če štejemo to zadnjo spremembo, nazadnje spremenjen v letu 2004. Potem se je zgodilo vse. Vstop Slovenije, NATO, profesionalizacija Slovenske vojske, tudi sama modernizacija je šla naprej. Zakon pa, ne glede na to, da bi mogel biti temelj vsega tega, je v bistvu ostal v zadaj, verjetno tudi zaradi tega, ker je potrebna dvotretjinska večina in je ni bilo možno dogovoriti. Tudi sedaj ne vemo, ali jo imamo v parlamentu ali ne. Zagotovo bo potrebno tukaj še veliko usklajevanj z posameznimi poslanskimi skupinami. Zakon ne prinaša nekih revolucionarnih novosti. Najpoglavitnejše vprašanje je bilo, ali vojska ostane del javnih uslužbencev ali ne. Sama menim, da vojaki niso javni uslužbenci, da se delo tako zelo razlikuje, vendar je bilo sprejeto stališče, da vkolikor izvzamemo vojake iz sistema javnih uslužbencev, da se podre celoten sistem. In zato je bila odločitev, da to potem tudi tako ostane. Se pravi, predvsem bo zakon doživel spremembo v vseh tistih določilih, ki so bila preživeta z samim našim vstopom v institucije, z profesionalizacijo Slovenske vojske, z novimi termini. Mi smo tudi sprejemali po tem času resolucije, strateške dokumente, katerim pa zakon ni sledil, tako da tudi tukaj je potrebno uskladiti. Kar se tiče delovnopravne zakonodaje, bo v zakonu ostalo to vse notri, kar je skupno celotnemu obrambnemu resorju, kar pa ne, pa bo urejeno v zakonu o službi v Slovenski vojski. Tako da materija je obsežna, veliko sprememb je, ampak žal ali pa tudi prav, revolucionarnih sprememb zakon ne prinaša. Mi smo del kolektivne obrambe, zagotavljamo tudi lastno obrambo, v sklopu tega, kakšen razvoj je vojska doživela, začrtujemo pot iz preteklosti in seveda tudi v prihodnosti. Zakaj mislite, da ni prišlo že prej do teh sprememb, ki bi verjetno morale priti? Pa bi želela povedati in tudi poudariti, zakon o obrambi ni rezultat dela mene ali moje ekipe, ampak je rezultat dela vseh preteklih ministrskih ekip, zaradi tega, ker je vsak minister tako ali drugače pristopil k spremembam zakona o obrambi. Bilo je ogromno gradiv že pripravljenih in na podlagi vsega tega se je pripravljal tudi nov zakon o obrambi. In seveda tudi ni naključje, da smo sočasno šli tako v pripravo zakona o obrambi, zakona o službi Slovenske vojske in strateškega pregleda obrambe. Se pravi, da vse, kar smo ugotovili v strateškem pregledu obrambe, smo lahko implementirali kot rešitev tudi že v zakon o obrambi ali v zakon o službi Slovenske vojske. In tudi to, kar se dogovarja zdaj v okviru NATO, tudi v okviru spremenjene drže NATO, je oziroma bo implementirano v zakon o obrambi. Tako da zagotovo moram reči, da so se tudi pretekli ministri trudili pri tem, da je bilo delo upravljeno. Sodelavci so marsikje še enaki, ki so sodelovali pri pripravi tega zakona, tako da znanja je veliko, izkušenj tudi. Nekako pa smo ocenili, da glede na sedanjo sestavo Državnega zbora bi lahko te spremembe bile tudi sprejete. Morava nekaj besed nameniti tudi posadki Triglav, ki je, bi lahko rekli, kar nekako zmanjšana. Kakšno je zdaj trenutno stanje te posadke? Posadka Triglav je v preteklem obdobju opravila veliko delo. Zaradi posadke Triglava in naše vloge v operaciji EUFOR Mediteran Sofia
smo bili prepoznani v širšem okolju, se pravi v okviru zavezništva, tudi kot pomorska država. Tako da sama mislim, da je to en velik uspeh in tudi sedaj, ko se pogovarjamo o ciljih zmogljivosti za prihodnje obdobje, bo verjetno eden izmed teh ciljev tudi ladja Triglav. Slovenija je pomorska država in prav je, da smo ponosni na to svoje znanje, ki ga imamo. Se pa zavedamo, tako kot tudi vsi ostali resorji, da so potrebna vlaganja, da je potrebno tukaj seveda zagotoviti, da je oprema, če govorim zdaj samo o ladji Triglav, v primernem stanju, da imamo tudi dovolj kadrov. In tukaj je največji problem, ne samo, da nimamo dovolj kadrov v Slovenski vojski kot taki, tukaj so potrebna tudi specialistična znanja, tudi tukaj smo samo eden izmed delodajalcev in konkuriramo vsem ostalim, ki ponujajo zaposlitev pomorščakom, če tako uporabim izraz. In v sklopu tega, v sklopu vseh rešitev bo potrebno iskati rešitve tudi tukaj. Ampak sama sem bila velikokrat pri pripadnicah in pripadnikih Slovenske vojske na ladji Triglav, izvrstni so, dobro opravljajo svoje delo, tudi zelo dobro sodelujejo z ostalimi zavezniki, opravili so herojsko delo, ni bilo lahko, velikokrat je bilo tudi nevarno, vendar so pomagali reševati življenja, pomagali so pri razbijanju tihotapskih mrež in verjamem, da je tudi to rezultat, da nas sedaj priznavajo kot pomorsko državo in da nekako pričakujejo naš prispevek tudi v prihodnje. In tudi na takšen način lahko Slovenija pomaga z svojim prispevkom k izboljšanju varnostne situacije, pa tudi preprečevanju nedovoljenih migracij. Tudi njihove naloge še ostajajo podobne? Veliko se govori tudi o novem valu beguncev. Bo tukaj njihova pomoč verjetno še kako dobrodošla? Tako kot vse, tudi tukaj je potreben čas. Sedaj je potrebno v bistvu konsolidirati ladjo, primerno izvesti vsa potrebna vzdrževalna dela. Posadka in ladja je tudi že na drugih vajah, tako da poteka nenehno to izobraževanje in usposabljanje in vse potrebno, kar se tiče modernizacije. Dobro je bilo, da je ladja v preteklosti že delovala v operaciji Mare Nostrum, naše morje Lampedusa, da so že takrat sami ugotovili, kje so pomanjkljivosti in da smo jih potem odpravili in na takšen način potem še bolj učinkovito delovali v Sofiji. In tako je tudi sedaj določene pomanjkljivosti, ki so se ugotovile, je treba odpraviti, nadgraditi in v okviru načrta v drugem letu bomo lahko pogovarjali se tudi o tem, kje bi lahko ladja Triglav sodelovala. Slovenski vojaki prispevajo tudi k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti. Govorimo seveda o slovenskih vojakinjah in vojakih, ki so na misijah. Tudi tukaj opravljajo, bi lahko rekli, pomembno vlogo. Zagotovo. In maja prihodnje leto bo poteklo 20 let, odkar je prvič pripadnik Slovenske vojske sodeloval v neki mednarodni operaciji oziroma misiji. Verjamem, da bomo to tudi primerno obeležili. Trenutno smo v 10 mednarodnih operacijah in misijah v 9 državah, okoli 300 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske sodelujejo v tem, ampak tukaj ne smemo govoriti le o pripadnicah, pripadniki Slovenske vojske, sodelujejo tudi civilni strokovnjaki, tudi iz Ministrstva za obrambo, lahko sodelujejo tudi iz drugih ministrstev, tako da je v bistvu vloga širša. Vedno, tako je bila sprejeta odločitev Republike Slovenije, sodelujemo samo v tistih mednarodnih operacijah in misijah, ki imajo tudi ustrezne sklepe Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov in tako bo tudi v prihodnje. Tako da Slovenija odgovorno sprejema svoj del bremena po načelu solidarnosti, ker vemo, da je potrebno odpravljati probleme tam, kjer nastajajo, če želimo rešiti probleme, s katerim se srečujemo sedaj, pa govorim konkretno o begunski oziroma migrantski krizi. Le na takšen način, če odgovorno prispevamo, lahko potem tudi sami žanjemo.
Mogoče se v javnosti preredko kdaj sliši, kakšen je uspeh posamezne misije, mogoče so tukaj tudi nekateri nasprotniki tega, da zavezništvo, ali govorim zdaj tukaj v NATO, ali govorim o misijah Organizacije združenih narodov ali v misijah Evropske unije, da so prisotni na določenih območjih, vendar prvenstveno se želi vzpostaviti stabilno varnostno okolje, kjer se lahko države razvijajo, kjer lahko razvijajo svoje varnostne sile. In če pogledamo recimo samo Afganistan, pa še zagotovo nismo zadovoljni z situacijo, ki danes vlada tam, ampak pred tem, koliko je bilo recimo otrok vključenih v šole, koliko jih je zdaj, kakšne pravice so imele ženske, kakšne imajo zdaj, kakšno je zdravstveno stanje. Še vedno je slabo, ampak prej je bilo še bistveno slabše. Vendar treba se nenehno truditi, sodelovati, se dogovarjati in iskati skupne rešitve. Predvsem pa vedno je potrebno, ko govorimo o prisotnosti vojske v okviru zavezništva, predvsem dajati poudarek tudi na dialogu, se pogovarjati in iskati ustrezne politične rešitve. Kje recimo so trenutno na misijah pripadnice in pripadniki Slovenske vojske? Še vedno je težišče delovanja Republike Slovenije skladno z strategijo, ki je pripravljalo Ministrstvo za zunanje zadeve Balkan. Največ pripadnikov in pripadnic slovenskih vojsk imamo na Kosovu v misiji KFOR-ja, prisotni smo v Bosni in Hercegovini, prisotni smo v Libanonu, Afganistanu, Maliju, sedaj so odšli vojaki tudi že v Irak, v Erbil, tako da nekako, kot je bilo v preteklosti začrtano, kot so dane usmeritve, kot so potem tudi sprejete odločitve skladno z postopki, vedno se poda pobuda, ki jo obravnava Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, ki pripravi potem tudi sklepe za vlado. Vlada pošlje namero v Državni zbor, kjer to obravnava Odbor za obrambo, in na podlagi razprave tam potem vlada sprejme tudi končno odločitev. Tako se je delalo v preteklosti, tako se bo delalo v prihodnosti in takšen je tudi predlog, da se to uzakoni v novem zakonu o obrambi. Ste že kdaj obiskali kakšno misijo, mogoče kakšne vojake oziroma tam, kjer so? Bila sem seveda najprej tukaj, kjer nam je bližje, Bosna in Hercegovina, Kosovo. Sama, povem iskreno, najprej niti nisem bila pristaš tega, da minister potuje in obiskuje vojake po svetu, vendar ko sem obiskala Libanon, sem ugotovila, da je to dobro. Da je to dobro zaradi položaja Republike Slovenije v neki mednarodni skupnosti, zaradi bilateralnih odnosov za posamezno državo, tudi zaradi zavezništva, predvsem pa tudi zaradi pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske. Takrat na licu mesta dobiš vse potrebne informacije in tudi dobro je sprejeto strani drugih vojska, pripadnikov in pripadnic drugih vojsk, to, da nek kontingent obišče minister, tako da povem, vesela sem bila, ko sem obiskala naše pripadnice, pripadnike v Libanonu. Poslušala sem samo pohvalne besede, tako strani poveljnikov, kot tudi strani ostalih vojakov in vojakinj, tako da lahko potrdim, da vlada med njimi tovarištvo. Predvsem pa so pripadnice in pripadniki Slovenske vojske zelo cenjeni. V Libanonu mi je poveljnik sam povedal, da nalogo, ki je da, ni potrebno potem nobenega komentarja, pripadniki in pripadnici slovenskega kontingenta vedno uresničijo naloge tako, kot je potrebno. Še več, ocenil je, kar me pravzaprav tudi mogoče malce presenetilo, da imamo kot narod neko posebno lastnost, da lažje ocenimo, na kakšen način pristopiti k ljudem, ki živijo na tem območju. To je tako politično kot tudi versko zelo zahtevno območje, kjer je potrebno imeti zelo veliko znanja, tako da lahko uspešno upravljaš naloge misije tudi na terenu. Gre pa za misijo Organizacije združenih narodov. Torej bi lahko rekli dobre izkušnje. Verjetno se boste še kdaj odpravili pogledati
Ja, zagotovo se bom odpravila še pogledat in zagotovo bom predlagala tudi članom parlamentarnega odbora za obrambo, da se mi pridružijo, kjer bo le tudi varnostna situacija, ocena takšna, da lahko to izvedemo. Seveda kot članica NATO so to nekako tudi te obveznosti. Kaj pa ostale obveznosti? Jih izpolnjujemo? Nekaj sem celo zasledila, da imamo nekaj finančnih dolgov. To verjetno mislite na članarine, ki jih imamo do različnih mednarodnih organizacij. Da, Ministrstvo za obrambo ima okoli 20 milijonov letno stroškov z različnimi z članarinami v različnih mednarodnih organizacijah, pa tukaj ne štejem niti ne Združenih narodov. Do sedaj so se vedno nekako poravnavala tisto, kar je bilo nekako najnujnejše, del se je prenašal v prihodnje leto in tudi tukaj je tako kot pri vseh ostalih, ne bomo mogli takoj poravnati vsega, ampak bomo, kjer je to možno dogovoriti, nekako zamikali poravnavo obveznosti tudi v prihodnje obdobje. Vendar tudi marsikatera druga država ravna tako, tudi pri izgradnji zmogljivosti nismo edini, ki nismo uresničili vseh ciljev, vendar potrebno je iskreno povedati, s kakšnimi problemi se soočamo, predvsem pa tudi realno napovedati, kaj lahko naredimo in v kolikšnem času. Pa če se zdaj dotakneva še mogoče področja zaščite in reševanja gasilcev, tudi sama vem, da velikokrat jih obiščete, ste prisotni na kakšnih otvoritvah, pridobitvah, ko recimo uradno predajo namenu kakšne pomembne pridobitve, pa vendarle tudi ko imate stik z njimi, s kakšnimi težavami se srečujejo, ker vemo pa, da so v zadnjih letih gasilci res nepogrešljivi. Zagotovo, s tem se strinjam. Gasilci so tisti, ki so najmočnejši steber sil zaščite in reševanja oziroma civilne zaščite in tudi najmnožičnejša organizacija v Sloveniji in tukaj ne smemo zanemariti ne področja prostovoljnega gasilstva, kot tudi ne področja poklicnega gasilstva. Je pa mogoče, ko se pogovarjam z drugimi ministri in ko včasih se nekako potarnaš o tem, s kakšnimi izzivi se srečuješ, meni lažje. Lahko povem, da sem vedno v družbi tistih ljudi, ki jih nekako spremljajo prave vrednote. Ves sistem Ministrstva za obrambo, tako Slovenske vojske, kot tudi zaščite in reševanje, je predvsem usmerjen v to, da pomagamo ljudem. Takrat, ko ti pomoč potrebujejo, da se usposabljamo za to, da bomo pomagali ljudem. In v sklopu tega je mogoče lažje tudi z gasilci, res je, srečujemo se z veliko izzivi tudi na tem področju, vendar se da z njimi dogovoriti, se zna z njimi pogovarjati in vedno iščemo skupaj rešitve. Kot sem omenila na začetku, v vladno proceduro smo že dali resolucijo o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016-2022. Tukaj nekako smo ponovno v ospredje postavili pripravljenost, preventivo, predvsem pa izpostavili tudi položaj prostovoljnih reševalcev, zlasti gasilcev. In povedala sem, da smo imeli namen v določenem delu spremeniti zakon o gasilstvu. Sedaj je teh sprememb kar precej več, tako da se pripravlja celovita prenova zakona o gasilstvu. Ga bo potrebno med seboj, tudi med stanovskimi gasilskimi organizacijami uskladiti. Imamo kar veliko organizacij na področju gasilstva. Govorila sem o tem, da imamo prostovoljne poklicne gasilce, tudi vodstva in tukaj so nekateri pogledi kar precej različni, tako da nas čaka zahtevno obdobje, kako uskladiti te interese, vendar verjamem, da nam je cilj skupaj narediti sistem operativen, izvedljiv, predvsem pa stimulativen, tako za tiste, ki se vključujejo v sistem prostovoljstva, kot tudi za delodajalce. Veliko rešitev je že sedaj na voljo, mogoče vse niti niso dovolj znane, niti se v njih ne govori dovolj, tako da zagotovo
pričakujem, da ob obravnavi resolucije bomo govorili že tudi o konkretnih rešitvah na področju sprememb zakona o gasilstvu. Gasilci, kot sem prej rekla, so nepogrešljivi, ko gre za naravne nesreče, tudi nesreče v prometu. Recimo, veliko pa tudi gasilci, kot ste prej rekli, so ponavadi zelo dobrovoljni, praznujejo, se veselijo in vedno je tudi tako ob novih pridobitvah. Teh pa se mi zdi, da tudi kar ni malo. Nekako se mi zdi, da je ta oprema, ki jo gasilci imajo, tudi po celotni Sloveniji kar na visokem nivoju. Lahko temu samo pritrdim. Seveda ne vse povsod, ampak v večini primerov. Zdaj, če gledamo, tukaj je deljena pristojnost med državo in lokalno skupnostjo in tukaj sledimo v celoti okviru, ki je bil dan v mednarodni skupnosti, da je država tista, ki določi nekako okvir, lokalna skupnost je pa primarna izvajalka vseh ukrepov in že prej sem dobro poznala to področje in tudi sedaj lahko samo potrdim, da imajo župani, občinski sveti velik posluh za prostovoljstvo, predvsem za razvoj gasilstva in da temu sledijo v vseh gasilskih organizacijah širi po Sloveniji. Gasilstvo ima v Sloveniji res zelo, zelo dolgoletno tradicijo in če se primerjamo z drugimi državami, zagotovo sodimo v nek sam vrh sistema organiziranosti, opremljenosti, usposobljenosti, izobraževanja. Imamo zelo dober center izobraževalni na Igu, tudi v Sežanah, verjamem, da bo tudi v Pekrah doživel svoj razvoj, tako da bo omogočena vsa potrebna infrastruktura za usposabljanje in seveda potem tudi za izobraževanje. Je pa seveda na vsakem posamezniku, glede na to, da vseeno bolj kot ne temelji na prostovoljstvo in na njegovem odnosu do te solidarnosti, tovarištva. Gasilci le večino časa namenijo usposabljanju, izobraževanju, pustijo doma družino, svoje najbližje, ni važno, kako vreme je, izpostavljajo svoje življenje tudi nevarnosti, zato da lahko pomagajo drugim in treba je ceniti to, treba je negovati to, predvsem pa je treba omogočiti, da se v sistem še tudi v prihodnje razvija. Včasih so se malce pošalili z mano tudi predstavniki posameznih občin ali pa tudi gasilci, ko govorimo o sredstvih namenjenih Slovenski vojski in sredstvih namenjenih gasilcem. Gasilci so vsak dan potrebni, vojska pa upajmo, da ne bo, ampak oba sistema morata biti pripravljena in usposobljena za to, da takrat, ko nastane problem, da lahko učinkovito pomagata. In zagotovo je tudi za gasilci tako. Veliko dela je bilo vloženega, potrebno so nenehna vlaganja, jaz jim želim veliko usposabljanja, veliko uporabe te opreme, ampak zgolj za usposabljanje, ne pa za intervencije. Predvsem pa ne smejo pozabiti na lastno varnost in pazljivo, ko pa je pomoč potrebna. Žal pa se srečujemo z še sedaj širšim spektrom nesreč. Če smo včasih govorili o požarnih brambah, gasilci, da so večino gasili požare, imamo sedaj požare, imamo orkanske vetrove, imamo čedalje bolj zahtevne prometne nesreče, nesreče z vnetljivimi drugimi nevarnimi sredstvi. Spekter je žal, glede na to, kje smo, kako se družba razvija, čedalje širši in čedalje več je potrebno tudi usklajevanj in usposabljanj za posamezne gasilce, ki potem nastopajo v intervencijah in mogoče je to v javnosti tudi premalo znano. Jaz se sama že tudi pogovarjam, da bi naredili neko večje srečanje z župani. Zdaj je Bojan Kontič predsednik tako Skupnosti občin Slovenije, kot tudi Združenja mestnih občin. Prav današnjega dne. Z današnjim dnem, ja, in dobre odnose imamo tudi z Združenjem občin Slovenije in verjamem, da se bodo odzvali povabilo, prišli v IG, kjer jim bomo predstavili kompleten sistem. Občinski sodelavci to že poznajo, župani pa mislim, da ne vsi in bilo bi prav, da vidijo, da se neposredno prepričajo, kam gre do njihova sredstva, ki jih vlagajo v gasilstvo.
Omenili ste prostovoljce, ti so še kako potrebni in tukaj nekako v okviru prostovoljstva delujejo tudi te humanitarne organizacije, ki so nekako na področju zaščite in reševanja in te so se še kako potrebne pokazale tudi sedaj v času begunske krize. Nekako pravijo, da prihaja nov val beguncev. Tudi Slovenska vojska je sodelovala pri tem, ko se je Slovenija soočala. Se že sedaj pripravljate kaj na to? Vemo sicer, da to spada pod notranje ministrstvo, pa vendarle je mogoče tukaj že kaj priprav, bo sodelovala tudi vojska. Tako kot je bilo povedano, da to je pristojnost Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske policije, vendar menim, da v tem preteklem obdobju, ko sta se sodelovala v reševanju begunske in migrantske krize, tako Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z štabom civilne zaščite, ki je usklajeval bolj kot ne tudi vse naloge vseh prostovoljcev, različnih društev, klubov, ki so bili vključeni v to, kot tudi Slovenska vojska z logistično podporo in tudi podporo delovanju policije. Tako da usklajevanja potekajo, tudi glede upravljanja začasnih nastanitvenih centrov, vodi vse skupaj Ministrstvo za notranje zadeve. Sama pa upam, da bo vzdržal sporazum med Evropo in Turčijo, oziroma da sedaj, ko je res veliko govora, da bodo evropski voditelji pristopili k temu, da se najdejo uspešne rešitve, evropske rešitve, pravzaprav svetovne rešitve, ker to ni le problem Evrope, ampak mislim, da je širše mednarodne skupnosti. Želimo pa si, da bi v bistvu varnostne razmere v državah, od koder prihajajo ti begunci in migranti, bili takšne, da bi lahko živeli tam. Se pravi, da je potrebno sodelovati v različnih mednarodnih operacijah in misijah in tudi na vse druge načine preko različnih civilnih pobud sodelovati, da se odpravijo problemi. Govorimo ne samo o beguncih zaradi varnostnih razmer, zaradi vojn, tudi zaradi podnebnih sprememb, zaradi gospodarske krize, tako da je problem svetovnega značaja. In če greva zdaj kar mogoče k tej oceni varnostnega stanja v Evropi, v svetu, vemo, da je bilo kar nekaj težav, pa ta begunska kriza, pa ti teroristični napadi, težave v Turčiji. Nekako se mi zdi, da tudi med ljudmi je zavladal nek določen strah. Zdaj največ informacij je bilo podano tudi ob razpravah voditeljev na strateškem forumu na Bledu. Zagotovo svet ni več tako lep, tako varen, kot je v preteklosti bil. Morali se bomo žal navaditi na to, dokler se ne bo odpravil problem v državah izvora, bomo vsi skupaj živeli v nekako zmanjšanem varnostnem okolju, tako da bo potrebno mogoče tudi, da vsak pri nas pogleda, kaj lahko naredi na svojem izobraževanju ali usposabljanju glede lastne samozaščite. Se pravi, da smo enostavno malce bolj previdni, ko potujemo po svetu ali pa tudi v neposredni bližini. Nobena država ni izvzeta iz tega, da je lahko tarča terorističnega napada, in prav zaradi tega je zelo pomembno sodelovanje držav med seboj. Govorim na področju zunanjih zadev, govorim na področju notranjih zadev, obveščevalnih informacij, prenosa, sprotnega obveščanja in predvsem tudi obveščanja javnosti, vse, kar je potrebno storiti, da se preprečijo napadi oziroma zmanjša vsa škoda. Tako da rada bi pomirila ljudi in rekla, do tega ne bo prišlo, vendar žal stanje se spreminja in tudi zaradi tega sama opozarjam na to, da je potrebno vlagati v vse varnostne sisteme, ne le v policijo, tudi v vojsko, tudi zaščito in reševanje, zato ker le povezani vsi ti sistemi lahko tudi učinkovito delujejo takrat, ko pomoč potrebujemo, tako preventivno kot tudi kurativno. Se vam zdi, da to varnost včasih jemljemo preveč kot samoumevno? Zdi se mi, da se je v zadnjih mesecih to spremenilo, prej pa zagotovo, ali pa nekateri še vedno mislijo, da smo v Sloveniji v nekem varnem balončku izvzeti pri vseh grožnjah, vendar to je žal posledica tudi globalizacije, svet je postal manjši,
srečujemo se z enakimi problemi in lahko se zgodi, da tudi mi ne bomo nobena izjema. Zato je potrebno poskrbeti za ustrezne ukrepe, usposobiti, izobraziti, opremiti ljudi, zato da so pripravljeni, da lahko tudi preventivno ravnajo in tudi nudijo vso ustrezno pomoč. In tega se zavedajo vsi voditelji, tega se zavedamo ministri v različnih resorjih. Mi imamo redna mesečna srečanja tako na nivoju Evropske unije, kot tudi zavezništva NATO, tudi ožje v bližnji prihodnosti se bom odpravila na Dunaj, kjer imamo srečanje ministri tega območja, se pravi Avstrija, Slovaška, Češka, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, mi, kjer bomo govorili o problemih, ki so bolj lastni nam in zagotovo bo osrednja tema tudi reševanje migrantske in begunske krize, ne glede na to, da to ne spada tako v resor Ministrstva za obrambo, vendar vse posod vojska nudi podporo policiji, Ministrstvo za notranje zadeve, tudi različne so oblike, nimajo vsa Ministrstva za obrambo v svojem sestavi sil za zaščito in reševanje, tako kot je to pri nas. Tako da je organizacija različna, po različnih državah pristojnosti se prepletajo, so različne in zato je tudi pomembna ta izmenjava dobrih praks, poleg vseh obveščevalnih podatkov, da se lahko čim bolj uspešno soočimo s tem, vendar rešitev je, kot sem prej rekla, samo ena, odprava vzrokov v tistih državah, od koder ti ljudje in ti grožnje prihajajo. Pa so bile tudi kakšne, recimo, ali pa kakšni znaki oziroma so tudi vaši kolegi v Evropi, mogoče v Evropski uniji, izrazili zaskrbljenost nad temi, bi lahko rekli, nestabilnimi razmerami? Zagotovo. Kot sem rekla, v bistvu je to tema vseh naših srečanj, o tem se pogovarjamo, o tem se dogovarjamo. Seveda bolj poglobljeno, če govorimo o zavezništvu, o zasedanjih na NATO ministrialih, nekaj tudi v Evropske unije, kjer je to bolj stvar Ministrstva za notranje zadeve. Vsi delimo to zaskrbljenost in vsi iščemo ustrezne rešitve. Tudi obveščevalne službe so se začele bolj povezovati, bolj delati skupaj. Tudi na zadnjem obisku v Washingtonu so se predstavljale službe Avstralije, Nove Zelandije, Amerike, tukaj Evrope, tudi Katarja, Savdske Arabije. Vsi se soočamo z podobnimi problemi in potrebne so spremembe, potrebni je nov način delovanja, sodelovanja, predvsem pa poiskati ustrezne rešitve, za katere pa menim, da bi jih lahko poiskali skupaj in hitreje, da si mogoče vzamemo preveč časa za to. Verjamem pa, da to ni lahko. Če bi bilo lahko odpraviti vojno v določenih državah, bi verjetno to vsak z veseljem že storil. Vse, kar sva nocoj povedali, oziroma vsi vaši odgovori, bi lahko rekla, da je pred vami pestra jesen in pa potem tudi začetek zime, nekako do konca letošnjega leta. Je tako? Zagotovo upam, da bomo uresničili vse načrte in upam tudi na čim bolj strokovno in konstruktivno razpravo tako v javnosti, kot potem tudi v parlamentu. Jaz vam želim, da se uspešno spopadete z vsemi izzivi in pa nalogami, ki ste si jih zadali. Najlepša hvala. Vam, dragi gledalci in drage gledalke, pa hvala za vašo pozornost in lahko noč.